Dobrodošli na tretji od okroglih miz, ki smo jih na Univerzi na Primorskem poimenovali Up Budi. Stimati ospiti, buonasera e benvenuti alla terza tavola rotonda che stasera parlerà della verità. Z njimi smo želeli še bolj odpreti vsa okna in vrata naše univerze, ki naj bo stična točka vseh konstruktivno-kritičnih misli in seveda drznih idej. Rdeča nit nocojšnjega večera je, kot veste, resnica. Zato mi dovolite, da uvodoma preberem misli našega velikega pesnika in misleca Toneta Pavčka. Ne verjemite njim, ki vam pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš edini svet. Edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi. Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, moji zgodbi. Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega, zadelo hudo mi je star mož, živi modrec dejal, in nikar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas vso silo in v vse žile. Naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas. Sedaj pa vljudno vabim nocojšnje govornike. Klinični psiholog Aleksander Zadel. Dober večer. Teolog in župnik Primož Krečič. Naša nova pridobitev nocojšnjega večera, politolog in sociolog religije Primož Štrbenc. Matematik in rektor Dragan Marušič. Moderatorske in razpravne niti bo tudi tokrat povlekel filozof gospod Ernest Ženko. Dober večer in dobrodošli. Dovolite mi le še, da se zahvalim našemu medijskemu pokrovitelju Primorskim novicam in pokrovitelju nocojšnjega druženja, našemu Vina Kopru. Takoj po zaključku ste vabljeni na kozarček čisto nove muškatne penine. Prijeten večer vsem skupaj. En lep dober večer, tudi v mojem imenu in v imenu mojih sogovornikov. Če rečem lep in dober, mora biti tudi resničen, namreč naša današnja tema je resnica in ko sem razmišljal o tej temi, mi je bilo popolnoma jasno, da je to najtežja tema do zdaj. Začeli bomo tako kot običajno, se pravi, vsakega izmed sogovornikov bom povabil na oder za nekje 10 do 12, mogoče 15 minut. In po tej razpravi, ki jo bodo opravili najprej sami s seboj in z vami, se bom priključil še sam in tudi ostali in upam, da bomo prišli do konca tudi resnici. Prvega na oder vabim doktorja Krečiča. Izvolite. Dober večer. Skupaj z vami bi rad razmišljal o resnici kot življenju. Morda je ta pristop različen in malo drugačen od klasičnih pristopov, vendar je veliko bližje zlasti naši slovanski misli. In v zadnjem času se veliko pogovarjamo prav o tem, da je Koper v bistvu zadnji del te nove osi, ki se zmeraj bolj kaže v Evropi, lahko rečemo tudi slovanske osi.
izhajal bi iz dejstva, da je danes mnogo resnic. To je eno prepričanje, ki je zelo široko in kaže na to, da pač ljudje, vsak išče svojo resnico. Dejstvo, da se je trend obrnil k tem, lahko rekli, mnogim resnicam, izhaja tudi iz tega, da so v zgodovini bile ideologije in tudi religije, ki so se postavljale nad človeka in njegovo svobodo. Pri resnici je pomembna tudi svoboda. Resnica ne more biti nikoli nad svobodo, kajti svoboda je temelj človekovega dostojanstva. Res, da je zelo tanka meja med resnico življenjem in resnico in ideologijo. In to so mnogi tudi izkoriščali in še danes izkoriščajo. Še posebej tudi v potrošniški filozofiji in miselnosti. Zato je tako pomembno, da znamo dejansko sprejeti mnenja ljudi, da vemo, da je danes pač tam to množstvo, po drugi strani pa, da se ta razdrobljenost, ki jo čutimo, kaže po drugi strani tudi kot klic k temu, da bi ustvarili novo sintezo. In žal ta negativni pol je tega, da nekateri zlasti mladi sežejo po orožju in gredo v nasilje, tudi to, kar doživljamo sedaj na Bližnjem vzhodu in drugod, prav v tem, da bi vzpostavili na silo neko resnico. Zato smo v času, ki kaže k novi sintezi. Tako imenovano množstvo resnic želimo soočiti z živo, učinkovito resnico, ki je življenje. Na koncu bom omenil, da je naša slovanska beseda, mi Slovenci imamo resnica, vendar splošna slovanska beseda za resnico je istina, ki kaže prav v tem povezavo z življenjem. In življenje tudi v svetu se giblje k novi sintezi. Ta 500-letna težnja k detajlu in razbitosti ima v svojem jedru željo po celovitosti. Človek je srečen in je zdrav, ko je celovit. In tudi misel in družba je zdrava, ko je celovita. In tudi to se kaže v polisu, mesto, ki je povezano skupaj, kar je bilo recimo tudi mnoga stoletja tudi naše koprsko mesto. No in tukaj nam zopet naši Rusi lahko pomagajo k temu iskanju. Rusi nimajo take zgodovine filozofije kot drugi, vendar oni želijo povezati filozofijo tudi z izkušnjo. V njih se resnica nekako povezuje z življenjem. Oseba, živo prepričanje. In zato so poleg filozofov vedno na vidiku tudi starci, modrost starcev, menihov, ki nekako živijo in kot življenje sporočajo resnico. Zato Rusi sprejemajo resnico kot živečo resnico. O resnici je treba govoriti, jo iskati in se je ne zgolj ravnodušno odmakniti, kot da ne obstaja. Vendar treba se je tudi učiti od ljudi, ki jo živijo. Kljub prevratom, kot jih pozna ruska zgodovina in duša, imamo prav to željo povezati izkušnjo z razumom. In tukaj se vrtijo njihova iskanja. Sam bi se ustavil pri 3-4 pojmih. Aletheia, grški pojem za resnico, a je zmeraj negativno v grščini, se pravi nekaj, kar ne sme ostati neopaženo, kar ne sme ostati neodkrito, kar mora ostati trdno v času. Resnica je nasprotje smrti, njene pozabe. Resnica nasproti pozabe je tisto, česar čas ne more uničiti. Resnica je tisto, kar je treba imeti vedno v spominu in pozabiti pozabljanje. Resnica je večni spomin. In tukaj se na nek način tudi ruski pogled na resnico povezuje tudi s Heideggerjem in sodobnimi filozofi, ki so prišli tudi v teh pogledih precej zelo blizu. Čeprav na drugačen način. Da je resnica, se pravi, tudi v našem odnosu do stvarnosti, ki je zmeraj prezežna, recimo na nek način, da je
beseda globlja od tega, kar govori. Zakaj? Ker gre še globlje, ker je dogodek. In v tem je veličina sodobne misli, podobno tudi, kar se tiče svobode, ki nam pomaga razkrivati stvarnost. Svoboda je obstajanje, da pustiš, da je tista stvarnost taka, kot je. Potem imamo veritas, latinski izraz, ki je bolj pravni in tako naprej, ki kaže na to, kar je vredno, česar se moramo obdržati in bati, približati se svetemu. Tudi v nemškem imamo besedo veren, ki pomeni pripovedovati, biti močan, pokazati tisto, kar je resnično. In tukaj prihaja beseda vera, tudi vereor. Potem imamo amen. V hebrejščini je amen. Pomeni na tisto se nasloniti, kar je vredno zanesljivosti. Se pravi, amen, emet je tisto, na kar se lahko naslonimo brez nevarnosti. In tudi iz tega izhaja beseda amen. Tako je. In tukaj je prav prispevek Izraela, da je ugotovil istovetnost resnice z religiozno resničnostjo. Zvest je Bog, ki je resničen. To so Judje nekako spoznali in Bog stvarja s človekom zavezo. Zato mora tudi človek ostati zvest. In njegova beseda je amen. Tako mora biti, tako bodi. In tako smo prišli do naslednje. In sicer to je istina. Ist, est, to je dihati, biti. In se mi zdi, da tukaj je vrhunski genij tudi slovanskih jezikov. Bivati pomeni živeti. Istina pomeni stopiti v kontakt s tem, kar je živeča stvarnost. In če želimo govoriti o resnici, je to prava pot. Resnica je tista, ki diha in je, kar se ne spreminja. In to je prav tisto življenje, ki je več kot sam vitalizem, ki je ena celovitost življenja. Resnica je spomin na življenje, je dihanje, tisto, kar ne umre. In zato tudi polna nasproti. In vendar je tisto, kar gre naprej. Za rusko miselnost je zelo pomembno, da tudi vključuje antinomijo. Po eni strani tisto, kar povezuje in kar ustvarja tudi različnosti. In tukaj gotovo, da je največ problemov v naših sodbah, ki ali se povezujemo na nekaj, kar poreže vse drugo, ali pa se navezujemo na tisto, kar je različno. Treba je ustvariti eno in drugo. In sam bi nekako poiskal rešitev v dveh stvareh. V svobodi in v ljubezni. Ljubezen je tista, ki je globlja od vsega skupaj, ker je dar. Ker nikoli ne posili drugega, ampak mu zmeraj omogoči, da je. Po drugi strani, svoboda je tista, ki omogoča to kroženje. In kjer sta svoboda in ljubezen, tam je resnica. In zato, recimo, prav v krščanstvu nekako imamo resnico Kristus. Kristusa, ki ga je Pilat vprašal, kaj je resnica, in on ni spregovoril nič, ker je resnica oseba. In se mi zdi, da danes prav to, ko zopet iščemo modrece, in kot je bilo rečeno tudi pri Tonetu Pavčku na začetku, se pravi, resnice ne bomo samo odkrivali, ampak resnico se moramo učiti k tistim ljudem, ki jo živijo. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Krečič. Mislim, da je to bil odličen uvod. Nadaljevali pa bomo z dr. Marušičem, zato ga vabim k mikrofonu. Pozdravljeni, dober večer. V teh zadnjih prvih dveh dogodkih mi je tako prišlo na ušesa, da ko pride na vrsto matematika, je nekateri malo zmrznejo, pa sem mislil, da bi danes malo drugače bi začel z eno poskusom, eno vajo iz relaksacije in vizualizacije, kar bi bil dobra istočnica v vsebino tistega, kar imam zapovedati, pa bi predlagal, tako da niste izvzeti, lahko sodelujete, mogoče, če se malo
postavite tako v čim bolj relaksirano pozicijo, tako trdno z nogami na tleh. Če hočete, lahko oči zaprete, lahko jih imate odprte. 2-krat, 3-krat globoko vdihnete in poskušate pred očmi si narisati en recimo bel pravokotnik. Tako, če ga še ne vidite, nič hudega, ko boste, da ženske to boljše počnejo kot mi moški. No. In še parkrat vdihnete. Zdaj pa prosim, če si projicirate na ta bel zaslon eno jabolko. Je komu že uspelo? Še malo. No, koliko jim je uspelo? Je komu? Kakšne barve je to jabolko? Je morda komu to jabolko za koga rdeče barve? Ja? Je kdo? Super. Rumeno? Zeleno? Adamovo, tisto od Adama in Eve? Ali pa ono od Sneguljčice, od čarovnice, ki je zastrupila to jabolko? Skratka, različni ljudje verjetno vidimo isto stvar na različne načine. To nekako je tisto, s čimer bi rad začel danes. Upam, da ste zdaj približno se relaksirali, pa da to, kar bo sledilo, ne bo preveč zahtevno. Veliko je nematematičnega. Kako še tole? Kaj je zdaj tole? Kaj se dogaja? Ja, no, bomo improvizirali, ampak se bo prišlo. To je bil ena od možnih situacij, ko se nekaj vprašamo in iščemo odgovor, lahko je odgovorov več in vsak je legitimen. Mnogo odgovorov imamo, vsak je pravilen. Druga situacija je, da imamo lahko en sam odgovor in tretja enoznačno. Lahko je večznačno, enoznačno, lahko pa na vprašanje, ki je bilo tako nesmiselno postavljeno, sploh odgovora pravega ni. Spravi, imamo 3 variante, ki se lahko zgodijo, ko smo v neki situaciji in nas zanima odgovor na neko vprašanje. Skoraj, kaj to je del tega, ali je to kokodakanje tudi prej? Kako? Zvočna kulisa. Skratka, jaz bom vsako od teh 3 možnosti podrobneje razdelal. Vsaka od teh možnosti kaže, da je pravzaprav znanost, če je znanost kot metoda, je omejena, ne zmore povedati vsega. Takrat, ko je odgovorov več, lahko izbere kateregakoli od teh in pelje teorijo dalje, ko je odgovor en sam. Celo takrat se najdejo nekateri, ki mu temu odgovoru oporekajo, ko pa je vprašanje nesmiselno in je odgovor ničen. Prej je delovalo, ne? Predno, ko je bila dvorana prazna, nekaj se je zgodilo, ali se bo. Zdaj, no super, evo. Zdaj pa kar naprej, če lahko kliknete. Skratka, 3 variante, 3 možnosti imamo. Lahko so različne barve, ta vaše jabolko, ki ste jih gledali. Prihaja? Kar pritisni, klikni. A pač meni, da bom jaz. Super. Katero? Ja, ne vem. Nič ni. A to je drugi? Ja, dogaja se ne nič. Ja, evo. To, ste gor delate? Pomagate gor? Bom kar hitro dal še tistega, da ne bom.
Kje, kam ne pritiskam? Lahko pomagate zgoraj? Dobro. Upam, da zdaj bo naprej. Evo tako. Skratka, ne glede na to, če je odgovor enoznačen, da ni druge variante, kot da je odgovor tak kot en sam, ali pa če je vprašanje nesmiselno in je ničen odgovor, ali pa če imamo več variant, na koncu bomo ugotovili, pa ugotavljamo, da znanost vsega ne zmore povedati o tistih stvareh, ki se jih je namenila nekaj raziskovati in povedati, in takrat si pomagamo z umetnostjo in drugimi intuitivnimi praksami. Zdaj pa jaz muko, evo, najprej o večznačnosti, Madonca, no. Okay. Lahko naprej, prosim. Evo, zelo malo bo matematike. Premica, veste, kaj je premica določena z dvema točkama, obstaja znameniti Evklidov aksiom o tem, da skozi točko izven premice obstaja natanko ena vzporednica, to je tista rdeča v tem primeru. Dolgo časa niso vedeli, ali je to pravzaprav mora biti kot pravilo ali pa nekaj, kar se da izpeljati iz drugih pravil. In šele približno 200 let nazaj so ugotovili, da pravzaprav to je nekaj, kar se ne da izpeljati iz drugih pravil, aksiomov, in da pravzaprav bi lahko obstajali tudi kontraintuitivne sistemi geometrijski, kjer ni tako. Se pravi, to je naša lokalno gledano tako imenovana evklidska geometrija, kjer to je res, ne, skozi točke za premico. Ena sama vzporednica premici, obstaja pa tudi tako imenovana ena od možnih geometrij, tudi tako imenovana projektivna, kjer pa velja, da sploh ni vzporednih premic. To si je težko sicer predstavljati, ampak mogoče, če si pomagate, imate eno ravno cesto, se vozite in gledate v obzorje, vidite, da tista dva roba ceste se tam nekje za obzorjem stikata. No, to se tudi v konkreten... Zdaj sem tako agitiran, ker končno mi to deluje, da sem dal dol. Hočem reči, da zdaj lahko pomagamo z situacijo, ko smo na cesti, na ravni cesti, in robova cest, ki sta zagotovo vzporedna, lokalno gledana, tam v daljavi postaneta neusporedna in se sečeta. Torej, v matematiki, ki je uporabna tudi izven nje, v drugih znanostih obstaja tako imenovana projektivna geometrija, kjer vzporednih premic ni. Mogoče naslednja, prosim. Evo, če smo toliko fleksibilni in pozabimo na to, da bi premica imela mnoštvo točk, ampak če si zamislimo premico samo kot ime za trojice točk, imate, ne vem koliko vi vidite od tam, kjer ste, ampak črte, ki se uporabljajo, so različnih barv, naprimer tista spodnja ima je modra barva, mislite si te spodnje 3 točke na modri črti, da je to ena, tako imenovana premica, in druge trojice, recimo oranžna na levi strani, rdeča na desni, so druge trojice, lila po sredini in tako dalje. Videli boste, če katerokoli premico se postavite, recimo na trojico modro, boste videli, da vsaka druga barvna trojica se bo dotaknila te modre trojice v neki točki. Recimo oranžna v tistem skrajnem levem spodaj točki, rdeča v skrajno desni, tako tudi zelena, rumena bo tudi skrajno levo točko zadela, lila bo po sredini in tista viola, ki je, tukaj morate biti seveda malo bolj fleksibilni, premica ni nujno ravna črta, ampak zgor trojica točk, lila tudi zadene spodnjo trojico v srednji točki. Tukaj torej katerekoli dve premici imata nekaj skupnega, torej ni vzporednosti. Imamo lahko evklidsko geometrijo, imamo lahko projektivno geometrijo, pa še kakšno, skratka, možnosti je kar nekaj. Ja, pomagati mi boste morali. Aha, no zdaj pa tole ta pa je po mojem mnenju še najbolj zabaven segment, lahko kar naprej. Priljubljeni igralec filmski Leonardo DiCaprio je tudi menda veliki borec in propagator
ekološkega obnašanja in skrbi za to, da se ne porabi preveč ogljikovega dioksida. Zato dobiva tudi različne nagrade za svoje neutrudno delo na tem področju. No, ampak paradoksalno je, da je ta človek maja meseca bil na Canneskem festivalu, tam je bil tudi dobil eno nagrado, in sicer za ne vem, nek film, se ni važno zakaj, ampak je potem s svojim privatnim avionom odletel v New York, kjer je bil nagrajen za neko environmental honor, se pravi nagrado za okoljsko delovanje na River Keep Fisherman Ball, se pravi na nekem gala plesu. No, to ni bilo dovolj, je takoj šel nazaj v svoj avion in je odletel nazaj v Cannes, kjer je spet bila neka podobna prireditev in je tam sodeloval pri dražbi, kjer je ponudil za teden dni uporabo svoje palače za 500.000 je bila izklicna cena. Skratka, to so besede, kaj pa zgled in dejanja, to je tisto, ko hočem povedati, da včasih so pa določene stvari, vprašanja, dejanja kažejo na ničnost besed. Prosim naprej, bom takole, ne, bom najboljše. Evo, no, zdaj, če nadaljujemo s temi paradoksi, ta je malo zabaven. Zamislite si, da ste v Kopru, jaz pravim takole, v Kopru je tam v eni ulici, tam zadaj v Boša Dragi, je en brivec, ki brije vse tiste ljudi, ki sebe ne brijejo. Kaj je tukaj narobe? No, ni sicer laž, ampak tam sem Ostržka dal Pinokjota, da nakazujem na nesmiselnost te trditve. To je tako imenovani ena inačica Russellovega paradoksa ali antinomije. Ta brivec, kdo brije tega brivca? Na osnovi te izjave ne more nihče ga briti, niti on ga ne more, ker on brije samo tiste, ki sebe ne brijejo, pa tudi noben drug ga ne more briti. To je tak tipična situacija, ki kaže na omejenost formalno-logičnega načina razmišljanja. Prosim naprej. Mnogo, upam, no, nekateri med vami ste najbrž brali, jaz sem to bral v vojski, Kavel 22, kot eksemplarični primer birokratskega načina razmišljanja, ko ljudi spravlja spravlja do popolnega, ne vem, kako naj rečem, obupa. Kavel 22, Catch 22 je knjiga, ki govori o drugi svetovni vojni, o ameriških letalcih nekje na jugu Italije. Ti so pač leteli in po dolgi številu letenja vsakemu nekako kapano, da pravzaprav kakšen je smisel tega letenja, pravzaprav se spravlja sebe v življenjsko nevarnost in imeli so eno možnost, da se ne letijo več, se temu izognejo in sicer kaj so morali narediti, morali so prvič biti nori, ker če nisi priseben, pol ne moreš leteti. Pa problem je bil v tem, da brž, ko si ti izrabil, da ne bi letel, si dovolj racionalno pokazal racionalno zmožnost premisleka, da nisi bil nor. Se pravi, tukaj je šlo za to, da če si hotel nehati leteti, si moral izraziti to, da nočeš, hkrati si pa moral biti nor. Ampak ker eno in drugo ne gre skupaj, pač to so bili ujeti v ta tako imenovani Catch 22. To je tako, kot če bi, no, bom dal nekaj primerov, mogoče bolj konkretnih, nevojaških, lahko naprej, prosim. Recimo, ta se dogaja zgornja na vrhu, večkrat opažim, ko me sprašujejo, rektor, kaj pa, kakšne naj pogoje damo za zaposlitev? Ja, ne vem, kakšne pogoje, take kot ponavadi. No in imate tam, da se za določeno delovno mesto zahteva 5 let delovnih izkušenj. Da dobiš zaposlitev, moraš imeti izkušnje. Ampak res pa je, za dobiti izkušnje, moraš najprej imeti zaposlitev. Druga podobna je, recimo, da si fant ali dekle želi od staršev sposoditi avto, pa gre najprej k mami, mama vpraša, kaj bi lahko dobil, mi posodite avto, pa reče, mama, v redu, ampak moraš najprej vprašati očeta, boš dobil dovoljenje najprej od očeta. Pol gre k očetu, pa ta pravi, ja, meni je v redu, samo najprej rabiš od mame dovoljenje.
To je ta vrteči se argument, ki na koncu pripelje do tega, da pravzaprav Kabel 22 je tipičen primer nesmiselnosti, kjer je odgovor ničen, zato ker zahteva od tebe, to je tako, kot če bi nekdo rekel, iz tiste vreče, ki je prazna, mi prosim potegni katerikoli predmet, ki si ga želiš. V resnici gre za to. Ta zadeva je pa mogoče samo že za zaključek tega segmenta, je znana uganka oziroma iz nekega kviza v nekaj desetletij nazaj iz Amerike. Imate pa naslednje vprašanje, temu se reče nekako paradoks tega resničnostnega tipa, ker je težko doumljivo oziroma težko ljudje verjamejo, da je temu tako. Mislite si, da ste v naslednji situaciji, ste na kvizu, imate 3 vrata, za enimi vrati avto, za 2 vratoma sta kozi. In vi izberete ena vrata in če ste izbrali tiste vrata, za katerimi je avto vaš. No, vi izberete ena vrata, izberete številko 1 recimo, potem vam pa voditelj odpre vrata številka 3 in tam zadnji je koza. In vas vpraša, ali ostajate pri izboru, ki ste ga najprej izbrali, se pravi, ostajate pri vratih 1, imate pa možnost, da zamenjate in rečete vrata 2. Kaj se bolj splača narediti? Na hitro, intuitivno je, vseeno je, bom ostal pri 1, ampak v resnici se izkaže, če malo premislite, da pravzaprav se vam splača, če večkrat to ponovite, se vam splača vedno zamenjati. No, zdaj pa še k zadnjemu delu, naznačni situaciji, kar naprej prosim. To pa je še celo jaz sem deloval, zdaj pa to mi deluje. Izjave, pri katerih res ne more biti dvoma, naprimer, pri nas v Kopru sonce vzhaja izza Tinjana, zdaj ne vem, lahko nekdo reče, ja ni res, ker je bilo oblačno, ali pa vam reče, ne bo držalo, zato ker mogoče to pa bi imelo politično take in drugačne vplive, ampak mislim, da pri takih zadevah se lahko samo nasmehnemo, če ima drugačno mnenje. Samo še malo matematičnega obarvanega. Tudi ta odgovor je enoznačen, tukaj nikaj od vekov vekomaj in za veke vekomaj je pi, število, ki je definirano kot razmerje med obsegom kroga in premirom kroga, je pač neko število, ki ima sicer neskončno mnogo števk, ampak tako je in ne da se ga spremeniti. In če vam kdorkoli, imel sem tudi primere, ko so mi trdili, da pi je 22 sedmin, ja, v nekaj decimalkah ja, ampak v resnici je to nekaj, kar vemo, da ima neskončno mnogo nedoločljivih števk. Zanimivo tukaj to, kar samo mimogrede, Slovenci smo imeli Jurija Vego, tisti, ki ste hodili v srednjo šolo, takrat približno ali pa nekaj let, desetletij kasneje, kot jaz so bile Vegove tablice. Ta naš matematik, ki je deloval na Dunaju, je imel nekaj let rekord v številu decimalk točnosti. Dan danes seveda z računalniki so prišli zelo, zelo, zelo daleč. Zanimivo je tudi to, da slovenski rekorder je, in to je tisto, kar sem želel tudi na začetku povedati, je nekdo, ki študira umetnost, je absolvent dramske in umetniške besede, Nik Škrlec, imel sem ga čas tudi srečati, enkrat v Ljubljani, kakšne 2 leti nazaj. Zanimalo me, torej ta fant je na tekmovanju zmagal, ki je bil 3000 in toliko števk, pa sem ga spraševal, kako to pravzaprav počne. Tam gor imate na vrhu recimo eno tako mnemotehnično how I need a drink, bla, 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 kjer je število črk v besedi je števka od pija. Ko sem njega sprašal, kako pa si on to zapomnil, rekel, ja, to je, se vidi, da je pač umetnik, ima neke svoje sposobnosti vizualizacije, on pravi, da si zapomni to kot pot po Ljubljani, tako kot grejo ti avtobusi in na vsaki postaji, na Bavarskem dvoru ima neko sliko, po kateri si zapomni en segment števk in tako dalje po celi Ljubljani. Mora biti pa dosti teh avtobusnih prog, si mora zapomniti, da pride do 3100 in več. Zdaj, če ima kdo kakšna drugačna, lahko naprej, mnenja o tem, za nekatere lahko zamahnemo z roko in si mislimo, ja, je pač tako, gremo dalje.
V resnici je pa prav tisto vprašanje, ki imajo naznačen odgovor in ljudje pač trdijo drugače, kot je splošno veljavna in dokazljiva resnica. Tisto je tudi razlog mnogih bolečin in konfliktov med človeških odnosih. Tako kot sem začel, tisti, ki ste bili na prvem predavanju, predlagam tudi zaključek s pesmijo, ker v takih primerih drugače ne gre. Znanost ne more več, če je tako in nekdo ne verjame, je pač tako. Bomo za konec, lahko samo malo, eno pesmico, minuto in pol. Elizabeth Cotton je bila ameriška blues in folk glasbenica, doživela je častitljivo starost 94 let. Pesem, ki jo bomo slišali, je pa ne v njeni izvedbi. Končal bom z istim bendom, s katerim sem začel. Povzeli so Grateful Dead to pesem nekje v 80 letih, pa bi, ker je nekako besede, ki se tam zapojo in pa naslov je Baby it ain't no lie, se pravi, tisto, kar govorim, ni laž. Tako minutko in pol za novega govorca. Lahko bolj na glas. Ja, to ne slišijo nič. Lahko bolj. Če že, to minutka. Pojačaj. Lahko bolj. Tako pravi Elizabeth Cotton, da je v zgodnjih letih je napisala to pesem, ker je ena soseda grdo govorila o njej njeni mami. Mislim, da bi bilo bolj na glas za ta minutka, no? Malo smo se pogovarjali tudi o tem, da bi, čeprav je to zadnja v seriji 3 pred poletjem, da bomo poskušali ne nujno nekaj takega, ampak podobnega tudi v jesenskem času. Čista resnica. Hvala, doktor Marušič. Zdaj pa ne bomo šli naprej z matematiko, niti z glasbo, mislim, ampak vabim doktora Štrbenca na oder. Pozdravljeni vsi skupaj, veseli, da smo se danes tukaj zbrali v takšnem številu. Jaz bom danes poskušal nekaj povedati o resnici v mednarodnih odnosih. S tem področjem se ukvarjam in spoznal sem oziroma, ko opazujem dogajanje v mednarodnih odnosih, veste, da se marsikaj dogaja v teh okvirih. Imamo konflikt v Ukrajini, predvsem pa sem se nekako specializiral za Bližnji vzhod. Vsi spremljamo dogajanje okoli Islamske države, divjajo katastrofalne vojne v Siriji, Iraku in še marsikje drugje, tudi v Pakistanu, v Afganistanu še vedno divja vojna. In pa ne nazadnje nek konflikt, ki je pa v marsičem srčika, torej vseh konfliktov na Bližnjem vzhodu, Palestina je po zadnjem času precej pozabljen. Tisto, kar želim izpostaviti uvodoma, je to, da v mednarodnih odnosih se mi zdi, da je resnica velikokrat prikrita, da se skriva, da se poskuša manipulirati,
neke fasade slikati, takšne in drugačne argumente ali pa kvazi argumente postavljati, medtem ko resnica pa vendarle je prikrita. Namreč v mednarodnih odnosih, v marsičem pa tudi na Bližnjem vzhodu so vložki izjemno visoki. Interesi so veliki, akterji, ki so involvirani v ta dogajanja, so močni in zaradi tega se resnica marsikdaj skriva. Sam se bom vendarle na začetku nekoliko osredotočil na Palestino. To se mi zdi, da je pomembno poudariti. Ta konflikt namreč v zadnjem času je precej pozabljen zaradi katastrof v Siriji, Iraku in drugod, pa kot sem že rekel, ostaja tisti, ki ga moramo upoštevati, poznati, slej ko prej bomo spoznali, da bo postal nek trajen vir nestabilnosti. Kar zadeva Palestino, se resnica velikokrat skriva zaradi več razlogov. Prvi zaradi tega, ker so nekateri akteri, ki so neposredno vpleteni v ta spor, izjemno vplivni. Drugi zaradi tega, ker imajo nekateri akteri izjemno pomembne zaveznike v najmočnejših akterjih v mednarodnih odnosih, kot so Združene države Amerike. Tretjič, veliko je sprenevedanja, ker skušajo diplomati ekskulpirati sami sebe oziroma sprati odgovornost in krivdo iz svojih ramen. Četrtič, velikokrat se resnica skriva zaradi tega, ker smo tudi sami, torej ker je zahodna populacija precej ideološko pristranska. Kot mi je na primer rekel nek moj prijatelj, ko smo izmenjevali argumente, Primož, imaš prav, ampak ta in ta akter je naš. Torej v tem smislu smo tudi sami velikokrat pristranski in ne presojamo objektivno. In pa ne nazadnje, v obtoku še vedno krožijo neke konvencionalne resnice v narekovaju, ki so pravzaprav postale, kot bi rekli konstruktivisti v mednarodnih odnosih, neke intersubjektivne strukture, neko vedenje, ki ga vsi vedo pravzaprav, ampak moram poudariti, ni resnično. Torej, omejil sem na začetku oziroma osredotočil na Palestino in kljub vsem tem zavajanjem nekaj resnic poudaril. Prvič, kljub temu, da nam diplomati in novinarji, mediji ves čas govorijo, da iščemo rešitev dveh držav v Palestini, da je vendarle treba na neki točki zopet mirovni proces spraviti naprej, si upam trditi, da rešitve, ki bi bila pravična, ni več. Torej, rešitev dveh držav ni več možna. Torej, če nekdo govori o tem, da je treba zgolj priznati palestinsko državo in na ta način se bo zadeva nekako v pozitivnem smislu porinila naprej, je to zavajanje. Po mednarodnem pravu mora neka entiteta izpolnjevati 3 pogoje, da postane država. Imeti mora prebivalstvo, ozemlje in pa efektivna oblast. Oziroma ta efektivna oblast pomeni organizacijo neodvisno od drugih držav. Oziroma suverenost v zunanji dimenziji. Palestinci ne morejo več postati država, ker kljub temu, da imajo prebivalstvo in pa ozemlje, ne morejo imeti več efektivne oblasti. Izrael je s tem, ko je flagrantno in pa kontinuirano kršil 4. ženevsko konvencijo oziroma 49. člen 6. odstavek te konvencije, ki pravi, da okupacijska sila ne sme naseljevati ali deportirati delov svojega lastnega civilnega prebivalstva na okupiranem ozemlju, torej s tem, ko je Izrael 700 tisoč najmanj judovskih naseljencev naselil na Zahodni bregi in pa v tako anektirani vzhodni Jeruzalem, je preprosto onemogočil možnost, da bi Palestinci dobili neko organizacijo neodvisno od Izraela. Poleg tega Izrael tudi prepredel Zahodni breg, torej ravno tisto območje, kjer naj bi nastala država z obvoznimi cestami in pa ne nazadnje zgradil nek zid. Torej prvo dejstvo, ki ga je treba upoštevati, po mojem mnenju, to, da palestinska država ne more več nastati. Res pa je, da se bo marsikateri diplomat, tudi evropski ali pa predvsem diplomati Evropske unije prizadeval pokazati, da smo še naprej na pravi poti, da je treba razvijati palestinsko entiteto, ekonomsko in tako naprej in tako naprej. Jaz se bojim, da to ni res in da nastaja nek permanenten konflikt. In tle treba povsem jasno povedati, da ko se sprašujemo, kaj je tisto, kar generira radikalne islamistične skupine, kaj omogoča na primer Al-Kaidi ali pa islamski državi,
da lahko rekrutira v svoje vrste, je treba povsem jasno povedati, da pomembno vlogo pri tem rekrutiranju ima ta palestinski problem. To je treba jasno izpostaviti. Ni naključje, da je Osama bin Laden oktobra 2001 poudaril v videu, ki ga je posnel in kjer je široko cirkuliral: prisežem pri Bogu, da Amerika ne bo zaživela v miru, dokler mir ne bo zavladal v Palestini. Druga resnica, ki jo je treba povedati, kljub temu, da mediji in pa marsikdo tudi v strokovni sferi trdi drugače, torej mir je bil izgubljen prav v tistem obdobju, ko se je govorilo o mirovnem procesu iz Osla, se pravi med letoma 1993 in pa 2000. Veliko bolj ustrezno bi bilo reči, da to je bil ne mirovni proces, ampak proces, ki je vodil v vojno oziroma napetosti. Ravno v tem obdobju namreč Izrael s kršitvijo mednarodnega prava najbolj intenzivno uničeval možnost Palestincev, da bi dobili svojo državo. Tretja resnica, ki jo je treba izpostaviti, je ta, da tudi Palestinci pravzaprav na žalost, kljub temu, da so mnogo šibkejša stran, so tragično sami sebi pravzaprav v marsičem pomagali vzeti možnost države. Kljub temu, da Jasar Arafat velja za ikono palestinskega boja za neodvisnost, pa je ravno ta Jasar Arafat skupaj z drugimi člani tako imenovane stare garde Fataha, govorimo o Mahmudu Abbasu, ki je še danes palestinski predsednik, Ahmed Kurajš in tako naprej. Ta stara garda Fataha zato, da bi sama še naprej imela politične koristi, je pravzaprav leta 1993 kupila mačka v žaklju in pristala na nek sporazum, ki z ničemer ni Palestincem omogočal, da bi lahko verjeli, da bodo dobili končno državo. Pri tem je treba izpostaviti, da tudi to, da so Norvežani delovali zelo konstruktivno, ni res. Norvežani so si predvsem strahovito želeli doseči preboj in pa slavo, vendar pa, ker so bili šibka stran, so preprosto morali sprejeti argumente močnejše strani v pogajalskem procesu, se pravi Izraela. Zato ni naključje, da tako imenovana deklaracija o načelih, temeljni dokument procesa iz Osla, niti v eni sami točki ni omenjal termina okupirana ozemlja, mednarodno pravo, 4. ženevska konvencija, ni vseboval nobenega jasnega in trdnega konsistentnega zagotovila, da se ne sme kršiti mednarodno pravo oziroma naseljevati judovske naseljence. Torej, tako da je bilo povsem jasno, da mirovnega procesa iz Osla niso iztirili Hamas ali pa neki judovski radikalci, ki so ubili Iceka Rabina novembra 1995, ampak je bil že v izhodišču zastavljen tako, da bi Palestince žene čez vodo peljal in jih je peljal. Ampak kot sem rekel, ne bi bilo to možno brez neke kolaboracije Fataha, ki se še danes nadaljuje, ker so te možakarji dobili lepe privilegije. Pred kratkim je Mahmud Abbas svojemu sinu tudi neke posle zrihtal. In pa seveda, kar je treba še posebej izpostaviti, da resnica v marsičem se ne govori, oziroma resnica se nikakor ne more prebiti na plano v akterju oziroma v državi, ki je edina sposobna oziroma je bila sposobna doseči pravično rešitev palestinskega konflikta, to so seveda Združene države Amerike. Norvežani preprosto niso mogli biti tisti, ki bi pripeljali mir v deželo, prešibki so bili. Ker obstaja asimetrija moči med Izraelci in Palestinci, mora biti posrednik močan, da samo sam lahko pritisne na močnejšo stran. Seveda tega Združene države Amerike nikoli niso storile. Med leti 1973 in pa 2006 so ZDA v varnostnem svetu vložile 28krat veto. Blokirale sprejem kakršnekoli resolucije, ki bi kakorkoli močneje pritisnil na Izrael. Zdaj se postavlja vprašanje, kako to, da v samih ZDA torej se nekako ne uspejo dokopati do resnice. Edward Said je že nekaj let nazaj poudaril, da vsi tabuji so padli v ZDA, glede indijancev, vsega, da vendar samo ta izraelsko-palestinski konflikt, ta pa še kar naprej straja v neki tabuizirani obliki. Torej to, da se ne prebije na plano tam resnica in pa s tem tudi večja kritičnost do Izraela, zato obstajajo 3 argumenti, meni se zdijo precej
zanimivi, barviti, pa jih bom kar povedal. Torej, prvega vsi več ali manj poznamo, to je močan proizraelski lobby. American Israel Public Affairs Committee je drugi najmočnejši lobby, celo močnejši od tistega, ki neprestano kroži po medijih, ko se dogajajo tragedije s streljanjem, se pravi National Rifle Association. Ta lobby nadzoruje kongres ameriški, tako da Icak Rabin nekoč rekel, pa saj ta ameriški kongres je bolj proizraelski, kot je naš Kneset, naš lasten parlament. To je precej znan razlog. Drugi razlog je manj znan, namreč le malo kdo ve, da v ZDA po nekaterih podatkih obstaja 75 do 100 milijonov tako imenovanih krščanskih sionistov. Krščanski sionisti so protestanti, ki pripadajo radikalnim protestantskim skupinam, ki verjamejo, da je vse, kar je zapisano v Svetem pismu, absolutna resnica. In ker v Svetem pismu piše v Apokalipsi oziroma Janezovem razodetju, da bo prišlo do drugega Jezusovega prihoda nazaj na zemljo, verjamejo, da bo prišlo do tega drugega prihoda Jezusa Kristusa. Vendar pa v Svetem pismu piše tudi to, da bo Jezus Kristus prišel nazaj na zemljo šele potem, ko bo rekonstituiran svetopisemski Izrael. Jeremija 30:3, tako govori Gospod, obrnil bom usodo svojega ljudstva Izraela in Juda in ga pripeljal nazaj v deželo, ki sem jo dal njih očetom v posest. Saj ta pasus govori o tem, da je treba najprej Izrael vzpostaviti. Pravno-politični temelj, ki je pravzaprav omogočil realizacijo sionističnega projekta oziroma projekta, ki je omogočil sionistom, torej gibanju, ki si je za cilj zadalo vzpostavitev Izraela v Palestini, da se je začelo realizirati, je bila Balfourjeva deklaracija izdana 2. novembra 1917. Britanci so kratko pismo napisali, Sir Arthur James Balfour je kratko pismo Lordu Rothschildu napisal, v katerem je sionističnemu gibanju obljubil National Home v Palestini. Treba je razumeti torej razloge. Britanci so torej res, da so bili pomembni strateški razlogi, kako zaščititi povezavo med Indijo in pa Afriko, ampak na 4. mestu vsekakor ali pa na kakšnem drugem mestu je treba postaviti dejstvo, da je bil David Lloyd George, tedanji britanski premier, krščanski sionist in da je strastno verjel v to, da če naj bi prišlo do drugega prihoda Jezusa Kristusa, potem je treba dati Judom državo v Palestini. In seveda z Balfourjevo deklaracijo je rekel, sem to naredil. Nenazadnje George W. Bush tudi pripada tej skupini. To so zelo vibrantne, zelo dinamične skupine evangelicev, binkošnikov in tako naprej, ki imajo zmeraj večji vpliv tudi po svetu. In pa tretji razlog, ki je tudi manj znan, torej ZDA so kulturno, lahko rečemo, izjemno povezane z judovskim ljudstvom oziroma z Izraelom. Namreč, saj veste, kako so ZDA nastale, prva naselje angleško je bil Jamestown v Virginiji, ampak potem tista skupina, ki je prinesla pravzaprav zares tiste naseljence, ki so se pol naprej širili, je bila pa ladja Mayflower 1620. To so bili puritanci, ki so išli iz Anglije, predvsej fanatični protestanti, ki so verjeli, da grejo v New England, se pravi New World. In tisto, kar je pomembno verjeti, da te ljudje so sabo prinesli idejo, da tako kot je judovsko ljudstvo v stari zavezi prišlo v Kanan, v Palestino, da tako so tudi sami prišli v Kanan, v New England. Se pravi, so se identificirali z judovskim ljudstvom iz stare zaveze. O tem priča dejstvo, da imate v ZDA torej veliko krajev po imenu Salem. Glavno mesto Združene države Oregon je Salem, ki izhaja iz besede šalom, judovske pozdrav. V Pensilvaniji imate mesti Nazaret in Betlehem. V Utahu, vsaj v Utahu, pa še marsikaj drugje, je nacionalni park Zion, se pravi Sion, kar je svetopisemski izraz za Jeruzalem. In nenazadnje, če gledate kakšne ameriške filme, nenazadnje vidite, da ima marsikateri Američan pravzaprav ime judovskega izvora. Torej, in ta kulturna povezanost traja še naprej. Zaradi vsega tega je verjetno iluzorno pričakovati, da bi resnica prodrla v ZDA,
Kar se mi zdi pa še posebej pomembno izpostaviti v kontekstu, da prihajamo marsičem iz javnega šolstva, tukaj govorniki, pa tudi sami poznate javno šolstvo, da če bi v ZDA besedo prepustili tistim, ki delujejo v javnem šolstvu, na javnih univerzah, potem bi bila slika morda vsaj nekoliko drugačna, kajti imajo marsikaterega specialista, ki pozna torej srž problema, ki pozna, da je ta ameriška proizraelska drža povsem napačna. 2007 je skupina eminentnih ameriških profesorjev z področja mednarodnih odnosov The Economist objavila plačan oglas, v katerem je poudarili, da Al-Kaide ne bo mogoče poraziti, če ZDA ne bodo nehale slediti proizraelski politiki. Torej v javnem šolstvu so poznavalci, vendar pa ne pridejo do prave besede, ker v medijskem prostoru seveda prevladujejo strokovnjaki ali pa strokovnjaki v narekovaju iz think tankov, ki so seveda zasebno financirani. Hočem reči, resnica lahko pride zgolj iz institucije, ki ni zasebno financirana, ker je jasno, da tisti, ki financira neko institucijo, bo tudi svojo torej resnico ali pa resnico na narekovajih poskušal uveljaviti. Toliko za začetek. Hvala, dr. Štrbent. Zdaj pa ne za začetek, ampak za konec teh predstavitev vabim še dr. Zadela. Dobro večer. Neskončno upam, da bo to delalo, samo da jaz smo zamenjali vmes pointer, vidimo, kaj se bo zgodilo. Wow. Še moj prispevek. Torej, resnica. Kaj naj bi bila resnica? Sem mislil, da bom na vrsti, bom jaz začel z definicijo. Resnica naj bi pomenilo nekaj, kar se ujema z dejstvi. Moje navdušenje nad tem, da to dela, je bilo kratkotrajne narave. Kako bi jaz to sprožil, da bi... Bom jaz tako naredil, vedno, ko bom tako naredil, bomo šli naprej, ne? A bom zelo veliko delo, ker imam zmenjeno. Ja, vi samo tak, ne? Ok, torej, resničnost je vse, kar se ujema z dejstvi, ampak tak je napisal to definicijo, je seveda pozabil napisati, katera so dejstva in kako gledamo na ta dejstva. Jaz sem že z roko, vrš čas me morate gledati, ne? Ker bom zelo hitro, sem tako bom naredil, ok? Torej, tle smo prišli nekje do 2000 let nazaj z mojimi predhodniki, jaz bom šel še milijon let nazaj. Ne? Grem v evolucijo, grem v poskus razlage, zakaj smo danes taki, kot smo. Obstaja 7 ključnih izzivov evolucije in jih bomo pogledali zdaj s klikanjem. Prvi izziv evolucije je se rešiti plenilcev, torej se izogniti nevarnosti. Drugi evolucijski izziv je najti primerno hrano. To sta dva izjemno pomembna evolucijska izziva, ne značilna samo za našo človeško vrsto, ampak tudi za druge ljudi. Tretji evolucijski izziv zaradi tega, da lahko se lažje obranimo sovražnikov in da lažje pridemo do hrane, je oblikovati koalicije, oblikovati partnerstva, najti prijatelje. Gremo naprej. Naslednji evolucijski izziv je poskrbeti za svojo družino. Marsikdo si misli, da nepotizem izvira iz Don Corleonea in iz Sicilije, ker je on poskrbel za svojo familijo. Ni res. V naših genih je dolgo zapisana formula, da se nam zdijo tisti ljudje, ki izhajajo z naših genov, veliko bolj pomembni kot katerikoli drugi. Če slučajno vaš otrok igra klavir ob 7 uri zvečer, to je na mama moja, ko je to lepo. Nekaj neverjetnega. Še babici še posebej se zdi to v redu. Samo če to nekdo, en drug otrok, druge genetske, bom rekel, slike, ki počne pol metra čez na drugi strani zidu, ob isti uri, isti klavir, tudi če boljše obvlada, mulac bi lahko igral prej smo mi prišli službe domov. Kar je čista resnica. Gremo naprej. Naslednji evolucijski izziv je razumeti, kaj drugi mislijo, kaj čutijo, kako čustvujejo. In tukaj se bom jaz kasneje malo bolj oglasil. Naslednji evolucijski izziv je seveda bil za našo vrsto še posebej fascinanten, naučiti se učinkovito komunicirati. Vse vrste med sabo komunicirajo, naše je to pripeljalo do neslutesnih razsežnosti.
To je 6 evolucijskih izzivov, ki nimajo nobenega smisla, če ne rešimo 7. evolucijskega izziva, torej najti primernega partnerja in nadaljevati vrsto naprej. To pomeni, imamo 7 evolucijskih izzivov, tukaj so našteti, jaz bom v bistvu se osredotočil s fenomenom resnice na oblikovanje povezav in prijateljstev, ki nam pomaga učinkovito preživeti v našem svetu. Kaj se je dogajalo z evolucijo? Gremo naprej. Posameznik je v skupinu bistveno bolj učinkovito funkcioniral. Zakaj? Življenje je nevarno, malo hrane je bilo v tej savani in tako naprej. In seveda, kakšne so evolucijske prednosti življenja v skupini? Sta 2. In sicer prvo, več oči, več vidi. Življenje je nevarno, torej če opazimo prej nevarno, se bomo prej organizirali. In seveda drugo, gremo naprej, skupina napadenemu lažje pomaga. Bistveno večja verjetnost je, da boš preživel, da boš prišel do hrane, da boš lahko nadaljeval vrsto. Gremo naprej. Seveda se je s pojavom govora zgodila ena zanimiva stvar. Mi danes sklepamo, da so naši predniki milijone let nazaj v savani živeli v ozkih, majhnih, genetsko povezanih strukturah, tam nekje od 20 do 30 posameznikov. Šele kasneje, in ne vemo zakaj, sklepamo s pojavom govora in popolnoma drugačnih pravil komunikacije, smo seveda prešli v veliko večje skupine, nepredstavljivo velike skupine. Zdaj pa kar kliknite 3x, 4x naprej. Torej, ta stranski učinek življenja v velikih skupinah je seveda zahteval, bo že v redu, bom jaz to razložil, nove potrebe za adaptacijo. Ljudje so morali postati sposobni, seveda se v velikih skupinah zmeniti, kako bojo razdelili hrano. In seveda takrat postala ta četrti izziv, oblikovati koalicijo in prijateljstvo, nekomu bolj zaupati kot enemu drugemu, izjemno pomembno. Torej zaupati nekomu, na nekoga si se mogel zanesti, da te bo branil, ko bo nevarnost in da bo s tabo delil hrano, ko jo bo imel. Blazno pomembna rešitev. Ki so jo seveda nekateri, ki jih danes imenujemo freeriderji ali volki samotari, čeprav volk ni nič kriv, izkoristili na kakšen način. Ko je bila nevarnost, so si pustili, da jih je skupina zaščitila, sami stopili korak nazaj, ko je bilo treba deliti hrano, so stopili korak naprej, seveda bili prvi pri tem, ko se je hrana delila. Poznate kakšne take primere? To pomeni, da volk samotar je preživel, koncept volka samotarja preživi, ampak hkrati so se vse skupine, če gremo naprej, so rešile problem volka samotarja. Na kakšen način? 3 temeljni pogoji, kar pejmo naprej tukaj, če lahko mi date ene 4, jaz bi to premikal sam, ampak se pravim, je kar je. Še enkrat bom poskusil, ne bo. Torej je ta fenomen zaupanja poskušal seveda človek, torej pripadnik naše vrste, rešiti tako, da bi ljudem, ki jih spoznava, s katerimi dela, s katerimi sodeluje, kateri morda govorijo resnico, seveda z njimi oblikoval močnejše koalicije. Seveda je bil dostikrat razočaran. Dostikrat se je kdo obnašal kot volk samotar. Je seveda vzel zaščito in hrano od skupine in sam seveda ni vrnil tega nazaj. Če bi bil ta sistem volka samotarja uspešen, bi seveda počasi gen volka samotarja začel v skupini prevladovati in bi skupina razpadla. Človeška skupnost še ni razpadla. To pomeni, smo tako kot druge vrste rešili problem volka samotarja. Kako smo rešili ta problem? Če naredimo seveda na tej strani isto, kot smo naredili prej, vse lepo, če mi nanizate. 3 pogoji so, ki so potrebni za to, da rešimo problem volka samotarja. Torej, posamezniki v eni skupini se morajo redno srečevati. Moraš imeti nek določen stik z njimi. Člani skupine prepoznajo člane, ki so jih že srečali in ločijo od enih drugih. Predvsem pa, 3. pogoj, je, da si zapomnimo, kako so nas drugi obravnavali. In v trenutku, ko se nekdo ne obnaša tako, kot mi od njega pričakujemo v skupnosti, kaj skupina naredi, da lahko preživi? Tega posameznika izloči. Človeška vrsta pri nekaterih primerih to počne, precej učinkovito. Zapor je en od takih načinov, ko posameznika, ki ne spoštuje nekaterih pravil, umaknemo v zapor. Smrtna, drastična posledica, ki se zgodi. Civiliziran svet, ki se imenuje, mi bombardiramo one, ki so zlobni, to itak, ampak smrtne kazni ne izvajamo, zato ker smo civilizirani kot češ.
Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu obstaja možnost napake, možnost, da je naša resnica napačna. Kdaj odmakniti človeka iz družbe? Izjemno, izjemno odgovorna zadeva. Zdaj, če gremo naprej, bom z levo roko malo mahal, kar naprej, če mi lahko spet zložite. Ne? Torej, večje kot je postajala skupina, bolj ko je bila kompleksna, bolj ko so bili odnosi kompleksni, predstavljajte si vašo družino, kjer vi delate, s kom komunicirate, s kom prihajate v stik, bolj je bilo pomembno, kaj drugi misli, razumeti, iz kakšnega stališča ta oseba razlaga svoj svet. Kako se prepričati, da drugi govori resnico? Pejmo naprej. Eno vprašanje. Kaj rečete, zakaj otroci lažejo? Imate otroke, je res? Zakaj otroci lažejo? Fascinantna zadeva. Če ohranite dober odnos s starši. Otroci se bojijo posledic. Otrok je strah, da bojo s tem, ko bojo govorili resnico, pokvarili odnos s starši. Običajno starš vedno problematizira otroka, ki laže. Velika napaka. Jaz kot starš se moram vprašati, zakaj se obnašam s svojim otrokom na ta način, da nisem vreden njegove resnice, da nisem vreden njegovega zaupanja. Kaj jaz lahko naredim? Kaj lahko naredim? Zaradi tega, da mi bo otrok povedal resnice. Neko, ko bi ga prisilil, da bi govoril resnico. Kar je dosti lažja naloga, ampak je boleča, trpeča in najmanj nekaj ljudi pri tem zelo, zelo trpi. Gremo naprej, obakrat, torej strah pred posledicami. Prosim, če še gremo naprej. Torej, temeljno vprašanje današnje srečanje, ali lahko vsi lažemo. In tisto, kar je fascinantno, je odgovor ne. Do 3. leta starosti ne morete lagati. To so psihologi dokazali, zakaj se to zgodi. En izjemno znan eksperiment, Sally N test. Imeli so 3-letnega otroka in sta imeli 2 lutki. 2 lutki sta bili Sally in N, zato se imenuje Sally N test. Lutki Sally je ta eksperimentator dal en bonbon in lutka ga je prijela in ga je dala v svojo košaro. To je bila Sally. In potem je šla Sally na sprehod, je eksperimentator nesel. In N, ki je ostala tam, je vzela ta bonbon in ga je dala v svoj žep. Ali v svojo košaro, kamorkoli že. V svoj žep. In potem čez nekaj časa je Sally prišla s prehoda. In takrat je eksperimentator, gremo na naslednji slajd, če mi ga zložite, vprašal punčko, fantka, ki je bil star 3 leta, rekel, kje zdaj En misli, da so bomboni? In seveda 3-letni otrok kaj odgovori? Je v žepu od En. Zato, ker si 3-letni otrok sploh ne more predstavljati, da nekdo drug lahko vidi svet drugače, kot ga vidi on. Šele od 3 let in pol naprej, od 4 let naprej, otrok, njegov kognitivni aparat je sposoben razumeti, da lahko svet nekdo vidi tudi drugače, iste okoliščine, kot jih vidi nekdo drug. In takrat se nam odpre polje laganja. Od 4 let naprej se lahko otrok suvereno laže, manipulira starši. Ne vaši sosedovi. Sosedovi, to, da se razumemo. Torej, kako se v življenju odločamo, ali bi lagali ali ne? Zdaj prosim, če mi zlagate to naprej. V bistvu nas... Zdaj stop, ne več pritiskati, hvala, fenomenalno. Nazaj, nisi naprej. To. Rabimo kontekst. Mi čisto preprosto ljudje nimamo v svojem kontekstu, da bi lahko sprejemali odločitve sami po sebi. Prav zreli, odrasli, suvereni ljudje smo prepričani, da sprejmemo odločitve iz sebe, zaradi svoje etike, zaradi svojih vrednot. Vedno ugotovimo, da jih sprejmemo tako, da jih z nečim primerjamo. Vedno rabimo nekaj, da bi lahko tisto, kar hočemo se odločiti v psihološkem smislu, z nečim primerjali. In zdaj vidimo tam 2 strahova. Vidite tista 2 strahova? En je spredaj in zadaj. Kateri je večji? Dajte zdaj en klik, pa še en klik. Ali sta ta 2, kaj so to premici, Dragan? Ali sta ti 2 premici enako dolgi? Sta, pošteno, je res? Zdaj pa prosim, če kliknete enkrat in evo ga, in zdaj kliknite še drugič
Enaka sta. Tam sta v kontekstu tega tunela, v kontekstu te slike, cele psihologije te situacije. Tisti, ki je seveda zadaj, ki nekoga lovi bolj grozno, seveda tudi večji, smo seveda v primerjavi nekega konteksta sprejeli razumno odločitev, da je uni zadaj večji, kot je uni prvi. In seveda, če gremo zdaj naprej, vidimo 1000 takih stvari v življenju. Kaj vidite na teh slikah? Zajec in raca. In tisto, kar je najbolj zanimivo na levi sliki, ki sta zajec in raca. Nekaj v psihologiji je, kar se imenuje nasičenost. Mi, ko gledamo tisto sliko, in če hočete videti raco, bo čez nekaj časa skočil zajec ven. In če hočete videti zajca, čez nekaj časa, ko se bo vaš kognitivni aparat nasitil unega zajca, vam bo pokazal tisto raco. In isto velja v desni sliki, ko imate obraza in vazo. Vi lahko kolikoli hočete gledati uno vazo in kar naenkrat pomf in boste obraza tam. In ko se boste osredotočili, pa manj konci, zdaj bom pa jaz gledal sam te obraze, takete in se bo obrnilo na vazo. Kaj je res, kaj je prav, živ Bog ne ve. Gremo naprej. Zdaj seveda to prenesi zdaj v realno situacijo. Vodja pravi seveda, kaj reče. Reče, naredi šele, ko mu rečem. Kaj bo rekel zaposleni? Naredim točno takrat, ko mi reče. In spet dvakrat naprej, pa tako bom jaz razlagal. Umate ste hitri. Nekateri delajo veliko boljše, pravi vodja. Se ni treba, se je v redu, jaz sem vam neizmerno hvaležen, ki to delate namesto mene. Ki še nikoli do zdaj noben ni to delo zame. Nekateri delajo veliko boljše, seveda kaj bo drugi, ki vidi svojo resnico? Nekateri delajo veliko slabše. Poznam ljudi, ki so za isto delo slabše plačani. Poznam ljudi, ki so za isto delo veliko boljše plačani. Oba isto gledate, isto plačo, isto plačilno listo. Tu in tam vas celo pohvalim, skoraj nikoli me ne pohvalite. Če kdo vidi svoje otroke kle zadaj, glih, isto. Z naraščanjem vseh stroškov težko zdržujemo take plače, z naraščanjem vseh stroškov težko preživim s to plačo. Sem tak vodja, kakšnega si lahko le želi. Vedno odkrito povem vse naravnost. Mislim, ne da si bom zmislil, zdaj tam zdravi. Evo, je resnično tečen in brez obzira, me žali in prizadene, nima kančka sočutja. In celo, če ste kot vodja na drugo stran, da se ne vtikate v njega, ste takni in obzirni, nikoli se ne vpletate v njegovo osebno življenje. Je ohol in vzvišen, nikoli me ne vpraša, kako mi je. Jaz zaradi tipičnih razlogov nisem dal moškega in ženske kle zraven. Iste stvari vidimo na drugačen način. Si jih drugače predstavljamo in jih drugače interpretiramo. Torej, na koncu koncev, kaj je resnica? Ko vam en prijatelj, ampak res en dober prijatelj reče, dej, Aleksander, dej mi pa resnično povej, kaj ti o meni misliš. Veste, kaj mi je rekel? Povej mi kaj lepega o meni. Torej, mi moramo biti modri in moramo razumeti, kaj nam kdo reče. Torej, z resnico upravljajmo takrat, ko smo dobre volje, ko smo ljubeči, ko smo naklonjeni nekomu. In zelo, zelo po kapljicah, ko smo jezni, ko smo razočarani, užaljeni ali prizadeti. Takrat je veliko boljše, če smo taktni, diplomatski, spoštljivi in vljudni. Resnica je na prvem slajdu pisano na začetku, ne, resnica je življenje. Psiholog bi rekel, ne nujno. Lahko je, lahko ni. Torej, ko smo v dobrih odnosih, ko se dobro razumemo, bo resnico lažje preživeti, lažje prenesti, je potrebno v medosebnih odnosih, je lepilo družbe, ma je lahko ostra kot skalpel, kot nož. In je res, nož lahko uporabljamo za rezati salamo in si naredimo lepo večerjo, ali pa za zabadanje v druge ljudi. Kaj bomo mi z resnico naredili, je neizmerno velika odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Hvala tudi v mojem imenu za trud takšne in drugačne narave. Zdaj, glede na to, da sem si najbolj zapomnil, celo zapisal ta zdaj že slavni izrek, živ Bog ne ve, kaj je res.
bom začel pri doktorju Zadelu. Sicer vsi moji sogovorniki so pravzaprav vzpostavili do resnice nek odnos, ki ga poznamo že dolgo. Ampak ni edini možni odnos in tudi pač vprašanje resnice, ki je bilo zastavljeno v smislu odnosa do dejanskosti oziroma resničnosti, je nekaj, kar poznamo že zelo dolgo. Zaradi tega mogoče, sami ste videli, kako težko je pravzaprav razumeti, kaj resnica je, glede na to, da je vsak izmed mojih 4 sogovornikov govoril o precej različnih stvareh, ki jih je imenoval resnica. Zato si bom moral malo pomagati in mogoče najprej izpostaviti nekatere epistemološke strategije. Epistemologija je veda, ki se ukvarja s vprašanji spoznanja in tisto, kar pravzaprav danes poznavamo, je resnica. Zdaj, izhodišče epistemologije je bila nekoč strategija, ki se je imenovala naivni realizem. Realizem pomeni, da verjamemo v to, kar vidimo, se pravi, verjamemo, da je resnično to, kar je nekje pred našimi očmi, oziroma verjamemo, da je stol, na katerem sedimo, resničen, da gravitacija deluje, se pravi, ne lebdimo pod stropom. Ampak naivni realizem predpostavlja, da to, kar vidimo, verjamemo tudi, da je res, da je resnično. Zdaj, v razvoju znanosti se je kmalu pokazalo, da je naivni realizem premalo oziroma da je mogoče tam že nekje v 16. in 17. stoletju ugotoviti, da tisto, kar mogoče mi vidimo, ni tisto, kar dejansko obstaja. Recimo to pripisujemo Johnu Locku, tudi Descartes govori o primarnih in sekundarnih kvalitetah. Se pravi, objektivna dejanskost je sestavljena iz primarnih kvalitet, mi pa spoznavamo zgolj sekundarne. Se pravi, mi vidimo barvo, tisto, kar lahko izmerimo, pa ni barva, ki je ne moremo izmeriti, ampak lahko izmerimo valovno dolžino svetlobe. V tem primeru zdaj še vedno govorimo o realizmu, se pravi, če jaz vidim nek pravokotnik ali kvadrat, ki je neke barve, to povezujem še vedno s pravokotnikom ali kvadratom, od katerega prihaja k meni svetloba določene valovne dolžine. Se pravi, to je še vedno realizem, vendar govorimo o kritičnem realizmu. Zdaj, v istem času se oblikuje še ena izmed strategij in to je strategija, ki je bistveno drugačna, mogoče se nam zdi bolj filozofska, namreč govorimo o metafizičnem solipsizmu. Ta metafizični solipsizem pa predpostavlja, da objektivne dejanskosti sploh ni in vse, kar je, smo mi. Se pravi, solipsizem pomeni, da smo sami in vse, kar je, celoten svet, se pravi, vi vsi skupaj in moji gosti ste samo nekaj, kar je v moji glavi. In zdaj, če jaz grem ven, greste z mano tudi vi. Seveda, taka pozicija recimo za znanost manj primerna kot recimo nek kritični realizem, ampak danes je na delu še ena oblika strategije in sicer strategija, ki govori o tem, da pravzaprav tisto, kar je tam zunaj, se pravi objektivna dejanskost, vkolikor obstaja in pač tudi če verjamemo, da obstaja, ni takšna, kot si mi mislimo, tudi ni takšna struktura te dejanskosti, kot to, kar mi vidimo. In tukaj govorimo o strategiji, ki se imenuje teorija vmesnika oziroma interfejsa. Kako si to predstavljamo? Zelo enostavno, vsi to poznamo. Ko prižgemo računalnik, vidimo na namizju ikone in vsaka izmed teh ikon nas poveže z neko mapo z dokumenti, z neko sliko, z nekim filmom, lahko tudi z neko elektronsko pošto. Ampak tisto, kar je na tej ikoni, se pravi ta sličica, nikakor ni niti po strukturi, niti po obliki, niti po vsebini, nič podobnega temu, kar se tam skriva. Se pravi, vi ste napisali neko pismo, ne vem, svoji ženi, ne, in imate mapo, in na tej mapi pravzaprav imate pravokotnik, ki je recimo modre ali rumene barve, ne, in ta pravokotnik nič ne kaže na to, kaj se tam skriva. Se pravi, ni nikakršne povezave med realnostjo in med tem, kako jaz do te realnosti pridem. In sodobne raziskave nekako dokazujejo, da je celo evolucijsko bolj primerno oziroma boljše na nek način simulacije dokažejo, da imamo mi manj stika z realnostjo kot več. Se pravi, manj kot vemo o resnici, boljše je. Zakaj? Zato, ker če bi mi vedeli, kaj se vse skriva v našem računalniku, v spominu tega računalnika, v procesorju, bi težko živeli s tem. Se pravi, nam je dovolj, da kliknemo. Se pravi, to, kar mi zdaj počnemo v odnosu do realnosti, je, da na nek način kliknemo in pridemo v to realnost. Zdaj, zakaj je ta uvod? Ta uvod zaradi tega, ker ni nujno pravzaprav, da resnico povezujemo dejansko z odnosom do neke dejanskosti. To se je pokazalo tudi pri relativizmu določenih resnic, ne, se pravi, iz teh pozicij izhaja, da lahko neka resnica sploh ne obstaja, ne, se pravi, lahko je, kot ste nekateri pokazali,
ta resnica lahko relativna, lahko je pa nemogoča. Ne? Se pravi, lahko odgovor na vprašanje da en odgovor, več odgovorov, lahko ne da nobenega odgovora. Jaz se spomnim nekega japonskega učitelja, ki je prišel učiti v Ljubljano in je rekel, obstajajo tudi vprašanja, ki so prepovedana. Kakšno vprašanje je zdaj prepovedano? Ja, recimo, če se peljete proti križišču in se vprašate, s katero nogo moram kaj narediti, ne, kam stopiti, to je prepovedano vprašanje, ker je velika verjetnost, da se boste zaleteli. Ne? Se pravi, tudi takšne vprašanja obstajajo in takšne resnice na nek način, ki pa niso zdaj v tem primeru resnice. Ampak zdaj, tisto, kar pravzaprav bi na nek način jaz vzel tukaj kot izhodišče, je seveda v tem primeru kritični realizem, se pravi, vsi smo na nek način predpostavili, moji sogovorniki so predpostavili, da objektivna dejanskost obstaja, se pravi, da neka resnica na nek način je, ne, se pravi, in tisto, kar pa nastopa skozi celotno zgodovino kot velik problem, s katerim se pa veliko ne ukvarjamo, je pa pravzaprav nasprotje te resnice. In tisto, s čimer bi jaz skušal pravzaprav te diskurze mojih sogovornikov povezati, je prav nasprotje tega. Zakaj izpostavljam to nasprotje? Zaradi tega, ker mi smo za izhodišče naših okroglih mis vzeli Platonove ideje, se pravi idejo lepega, dobrega in resničnega. Ampak ta isti avtor, ki postavi te tri najvišje ideje, naredi še nekaj drugega. V svoji idealni državi kot osnovno zahtevo potem, da bo idealna država sploh obstajala, predpostavi obstoj plemenite laži. Se pravi, ljudje ne bodo želeli živeti v tej državi, ukolikor jih ne bomo nalagali in jim prodali laž, na podlagi katere bodo potem lahko živeli, ker se jim bo zdelo naravno, da v tej državi živijo. Se pravi, laž je tisto, kar pravzaprav je na nek način ves čas prisotno, ampak še nekaj drugega, kar mogoče bo lažje potem tudi povezati s vprašanji politike. Jaz sem se seboj vzel knjigo, ki lepo paše v ta kontekst, ki je rdeča in črna. To je zelo pomembno, ko kupujete knjige, da pač vam paše na omaro. Ampak ta knjiga, in zdaj prosim, če kamera približa, nosi naslov O sranju. Zdaj, to knjigo sem vzel s sabo za tega, da sploh to besedo lahko uporabim v gledališču, ker pač so me učili, da se takšnih grdih besed ne sme govoriti, ampak dejansko je to slovenščino prevedena knjiga in to sranje je delo avtorja Harryja Frankfurta, ameriškega filozofa, ki pravzaprav danes govori o tem, da nasprotje resnice ni več laž, ampak sranje. Se pravi, to, da vzpostavimo odnos do resnice, ki ni nasprotje resnice, ampak to, da nimamo do resnice nobenega odnosa več. In zdaj bi začel v obratni smeri in bi najprej se ustavil pri doktorju Zadelu in pravzaprav doktor Zadel je že govoril o laži, ne, ampak mene pravzaprav zanima, ali lahko govorimo tudi o sranju. Mislim, če ima kdo kakšno veselje, lahko. Ne vem, kam cilja to vprašanje. Ne. Jaz, ko sem poslušal te uvodne besede v to okroglo mizo, sem ves čas prihajal mogoče na razmislek, ki sem ga slišal pri kolegu dr. Štrbencu. Ne. Še vedno, kljub temu, da je ta naš svet lep, da je etičen, da so neke vrednostne norme in tako naprej, je v bistvu izrazito povezan z interesi, z močjo in z tistimi primarnimi vzgibi, ki vodijo, bom rekel, skozi milijone let človeka. Mi smo vmes razvili ene čudovite tehnike življenja v skupnosti, druženje, zaupanje, prijateljstvo, empatijo, sočustvovanje in tako naprej. Ampak v trenutku, ko so viri ogroženi, viri, katerikoli vir, ali je to informacija, nekaj čisto eteričnega, ali pa je to voda, zemlja, zlato, plin, nafta in tako naprej, se v bistvu začnemo zelo, zelo pogosto obnašati v skladu z surovo močjo, ki jo en sogovornik ima. Mi smo seveda poskušali kultivirati to vrsto z Organizacijo Združenih narodov in z Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Ne? In je super, ne, ker se večina ljudi po njej ravna, tudi mi več ali manj, ne, dokler je to ravnanje v nasprotju z našimi interesi. In takrat pride do tega sranja, ko v bistvu vse lepe besede, vsi nameni, vsa lepota življenja, ne, in tu se povezuje ta politika tudi s to čudovito Pavčkovo pesmijo na začetku, ne, je še slabše, kot zgleda.
In takrat v bistvu se pokaže, to je pa zdaj moj dodatek tukaj, ne, da marsikdo od nas ni sposoben upravljati z resnico. Ekscesi, ki se dogajajo nemočnim ljudem, ne vem, zdaj v Združenih državah Amerike, v Sloveniji, ko nekdo vzame pištolo in ga ustreli ali pa jih več ustreli in tako naprej, razlog za agresijo je vedno v štartu nemoč. Do agresije, torej psihološki proces, da pride do agresije, je vedno nemoč. Ne moreš eno stvar urediti na lep način. Stokrat sem ti že rekel, spravi vne copatke. Si nemočen. Si rekel enkrat, si rekel dvakrat, si rekel 10krat in pol popeniš. Pač ko Amerika popeni, je to malo drugače. Pač te zravna z zemljo. Te pusti lačnega, naredi vojno, lakoto, bolezen, karkoli že. Ne? In tukaj jaz se strinjam, ne, ko resnica, ko ne moramo upravljati z resnico, ne, nasprotje pride do naslova te knjige, pride do sranja, tudi meni, če bi bil nevljuden, bi rekel sranje, no, ampak ker sem vljuden, ne rečem sranje, sem sam povedal to, kar je dr. Ženko prej rekel. Ja. Ja, najlepša hvala. Hvala. Ja. Zdaj, rečeno je bilo tudi nekaj, kar me vodi k nekemu razmisleku o upravljanju z resnico, ki je druge vrste in sicer politične vrste, namreč leta 1928 je oče sodobne propagande Edward Bernays napisal knjigo z naslovom Propaganda, v kateri je povedal točno to, kar je bilo zdaj rečeno. Ne? Se pravi, večina običajnih ljudi, kot jih je on imenoval, ne, ni sposobna v demokraciji odločati o tem, kdo naj bo predsednik, kaj naj kupujejo, na kakšen način naj živijo. Zaradi tega mora neka vlada v senci, ki jo ljudje ne poznajo, se pravi, ki izbere kandidate za predsednika, kot on piše, v neki sobi, kjer se dobijo na kavi. Ne. Najboljše, da sta dva, ne, kandidata, tako kot imamo zdaj recimo v Ameriki. Ne. In potem je treba uporabiti propagando, ki jo on preimenuje v PR, ne, se pravi public relations, zaradi tega, ker sama propaganda nosi slabo ime. Po nacizmu, po letu 1945 so propagando spremenili v PR, ne, po Goebbelsu. Goebbels je iz propagande naredil znanost. Goebbels je bral to knjigo. Ne. Veste, kdo je bil Edward Bernays? Samo zlih toliko. On je Freudov nečak, to je zelo zanimivo povezava. Vsi poznamo Freuda, ki ni nek faktor v svetovni zgodovini, v politiki in tako naprej, medtem ko Edward Bernays, ne, je bistveno bolj vpliven človek, kot je to. Poglejte si film na YouTubeu, ko boste najdli slovenski podnapisi Stoletje jaza, Century of the Self. Se splača pogledati. Vse o Edwardu Bernaysu. Hvala. Prosim? Ja, propaganda, ja. Ne, to je bil PR. Zdaj smo že po letu 45. Ene stvari se boste videli na drug način, no. Boste videli bolj resnične, kot so. Ja, ampak zdaj, če gremo zdaj k političnim vprašanjem, ne? Se pravi, jaz sem namerno sprožil to vprašanje, ki zadeva to besedo, ki jo ponavljamo zdaj, ne? Sranje. Zdaj, v tej razpravi o problemu Izraela in Palestine, ne? Se pravi, večkrat je bilo poudarjeno, resnica ne pride na dan, različni faktori so, ki pravzaprav to onemogočajo, ampak kaj pa bi pravzaprav ta resnica bila v svojem bistvu? Kaj ta resnica je? Ja, to je dobro vprašanje, namreč marsikdo dejansko verjame, da to, kar sem govoril, da to ni prava resnica. Da je pač resnica ta, da je bilo judovsko ljudstvo preganjeno skozi zgodovino, da je bil antisemitizem prisoten, kar seveda je popolnoma res, da Arabci so že takoj po ustanovitvi Izraela napadli Izrael, ga poskušali uničiti in tako naprej. Skratka, nekdo se ne bi s tem, kar sem govoril, strinjal. Ampak vendarle, da sem pa temu, kar sem govoril, rekel resnica, torej bi pa naslednje argumente podal. Prvič, leta 1947 so Britanci kot mandatna sila oziroma kot tisti, ki so vzpostavljali, ki so imeli mandat v Palestini med leti 23 in pa 48 in so dovolili, da se je začel sionistični projekt realizirati, da se je število Judov povečalo iz 24.000 na okoli 500.000 do pred druge svetovne vojne. Potem, ko so ti Britanci videli, da situacija postane zmeraj bolj turbulentna, so rekli, mi tega vročega kostanja ne bomo več upravljali, predali ga bomo že omenjeni svetovni organizaciji Združenih narodov. In ta organizacija Združenih narodov je ustanovila nek United Nations Special Committee on Palestine, ki naj bi prinesel torej rešitev glede tega zelo kompleksnega problema. In na podlagi
tako imenovanega večinskega načrta je Generalna skupščina OZN 29. novembra 1947 sprejela tako imenovano delitveno resolucijo, s katero je po mojem mnenju precej elegantno rešila ta problem, namreč nekdanjo britansko mandatno Palestino razdelila na dve državi, na judovsko državo 56% ozemlja in na arabsko oziroma palestinsko državo 42% ozemlja, kdo bo rekel, kje sta pa 2%. Jeruzalem za širšo okolico je bil definiran kot corpus separatum, ki naj bi prišel pod upravljanje skrbniškega sveta OZN. Zakaj to govorim? Zato, ker je treba jasno povedati, da Izrael je bil že, torej ta država s 56% ozemlja je bil 14. maja oklican. Ta država obstaja in je že v prvi arabsko-izraelski vojni še dodatnih 21% ozemlja zasedla. Hočem reči, da ta delitvena resolucija ostaja, torej če beremo kateregakoli avtorja, pravzaprav razen izraelskih morda, pa kakšnega ameriškega, torej temelj politične in pravne rešitve izraelsko-palestinskega problema. Kar hočem reči je, da Izrael se je, torej ta del resolucije, ki govori o judovski državi, se je uresničil, medtem ko palestinska, ta del palestinski državi se nikoli ni uresničil. In se tudi ne more več uresničiti, ne more več nastati palestinska država zaradi razlogov, ki sem jih omenil. Hočem reči, da ker je ta resolucija temelj rešitve, je treba gledati resnico po mojem mnenju v tem smislu, da si prizadevamo uresničiti to resolucijo. Kar me pripelje k drugemu argumentu, torej, ko sem sam razmišljal o tem problemu, sem na koncu vedno nekako prišel k temu, da je nek objektivni kriterij, po katerem lahko sodimo ta konflikt, je tisto, kar sem večkrat omenil, mednarodno pravo. Torej neko mednarodno pravo, ki govori o tem, da okupator ne more svoje začasne prisotnosti na okupiranem ozemlju spremeniti v trajno prisotnost. Omenil sem 4. ženevsko konvencijo, ta 4. ženevska konvencija, spet se bomo vrnili v 2. svetovno vojno, torej ni bila sprejeta kar tako, ampak zaradi zelo slabih izkušenj z nacistično Nemčijo. Ker je Adolf Hitler oziroma Tretji rajh v marsikatero deželo, ki jo je naselil, je začel Volksdeutsche oziroma nemško prebivalcev naseljevati z namenom, kako bi to deželo oziroma kako bi svojo začasno prisotnost spremenil v trajno. In da bi se ta politika preprečila v prihodnosti, je bila sprejeta 4. ženevska konvencija kot pomemben del mednarodnega prava. Ampak ena od strani, kot pravim, Izrael konsistentno in flagrantno krši 4. ženevsko konvencijo, kljub neštetemu številu resolucij, ki sta jih sprejela Varnostni svet celo in pa Generalna skupščina, ki je govorila o tem, da z kršitev mednarodnega prava se rešitev odmika oziroma postaja nedostopna. Sam verjamem enako, da kršitev mednarodnega prava je tista, ki onemogoča končno neko pravično rešitev tega problema. In pa tretjič, resnica, jaz vendarle verjamem, da če hočemo priti do resnice, moramo slediti vsaj neki elementarni pravičnosti. In ta elementarna pravičnost bi lahko v tem kontekstu bila definirana kot zagotavljanje nekega vsaj elementarnega dostojanstva živim bitjem, ki živijo v Palestini. Nažalost moram konstatirati, da sionistični odnos do Palestincev je bil od samega začetka globoko rasističen do Palestincev. Kar pomeni, da je Chaim Weizmann, prvi predsednik Izraela, že v 20. letih 20. stoletja govoril o tem, da obstaja temeljna kvalitativna razlika med judovskim imigrantom in pa avtohtonim, torej prebivalcem, se pravi Palestincem. Obstaja tudi krilatica o tem, da je Palestina dežela brez ljudstva, za ljudstvo brez dežele. To je jasno, da ljudstvo brez dežele naj bi bili Judje, ampak da so pa rekli, da je Palestina dežela brez ljudstva, to je bilo pa malo torej čudno, glede na to, da je bila polna Palestincev. Torej, sionisti so se zavedali, da je Palestina polna Palestincev, ampak le teh niso obravnavali kot neka bitja, ki bi bila enakovredna Judom, in torej je bila v tem smislu zanje Palestina prazna. Nenazadnje obstaja ogromno nekih dokazov o tem, o katerih govorijo tudi avtorji oziroma akademiki judovskega porekla, da jim kdo ne bi očital antisemitizmu, da se
nažalost izraelska država marsičem izživlja nad Palestinci, da izraelski vojaki streljajo na palestinske otroke v smislu vadenja svoje strelske sposobnosti, športa in tako naprej. Sara Roy, profesorica politične ekonomije na univerzi Harvard, judovskega rodu, celo familijo je izgubila v koncentracijskih taboriščih, res njej ne more nihče očitati antisemitizma. Če beremo njeno knjigo, pravi, ko sem prišla v Gazo, je prvi dogodek, ki me je globoko pretresel, bil ta, da so izraelski vojaki prisilili starca Palestinca, ki je bil z otrokom, da je oslu poljubil zadnjico. In otrok je histerično jokal. Torej, zaradi teh treh argumentov verjamem, da je to, kar sem govoril, da to je resnica. Hvala lepa. Zdaj, to so pravzaprav težke in neprijetne stvari. Ne? S težkimi neprijetnimi stvarmi je dr. Marušič povezoval laži. Ne? Se pravi, tudi v tem primeru pravzaprav laž vodi v nekaj, kar je pravzaprav problematično, resnica osvobaja oziroma bi morala na nek način prinesti nekaj pozitivnega. Ampak mene zanima, dr. Marušič, kaj pravzaprav laž pomeni v matematiki? Bi lahko laž navezali pravzaprav na to, kar je bilo povedano o resnici v matematičnem smislu? Ali moramo laž vedno pravzaprav peljati v kontekst, ki je bolj političen, psihološki in izven konteksta znanosti mogoče tudi? Ja, zdaj to vprašanje, sem že ne glede na to, Ernest, kaj si me vprašal, sem imel že nekaj misli, ko sem poslušal tako Aleksandra kot Primoža, pa seveda tvoje vprašanje o sranju, ne, v kontekstu tistega, kar sem govoril, pa morda bom delno tudi odgovoril na tvoje vprašanje. Če si nekako za okvir vzamem tisto, o čemer sem govoril, potem je od treh možnosti veliko možnih odgovorov. En sam odgovor ali pa nič odgovorov je sranje, če imamo veliko možnosti, je tudi, ko je ena sama možnost, najbolj osvobajoče, ko pravzaprav je odgovor ničen, možnosti ni. Če imamo veliko možnosti, takrat je to zelo velika odgovornost, katero bomo izbrali. Ni lahko priti v križišče in ne vemo, ali bi šli levo, malo manj levo, naravnost, desno ali malo manj desno. Če je ena sama možnost, potem se bo vedno našel nekdo, ki bo tej možnosti oporekal in bo rekel, ne, to ni tako. Če pa možnosti pravzaprav nič, odgovor ničen, je to osvobajoče, kajti takrat se lahko oddahnemo in nekako v tem uživamo paradoksalnost življenja. Uživamo v paradoksalnosti življenja, ki nas osvobaja. Na koncu na tem slonijo tudi vici. Torej šale so v nekem smislu bolj ali manj blizu situaciji ničnosti odgovora, ker se nekako skozi šalo izkristalizira nek paradoks, neko protislovje. Tipa Kavel 22, o katerem sem prej govoril, zato se nasmejemo, ko nekdo, znan Slovenec, reče lep pozdrav mojim staršem, še posebej mami in očetu, ali pa reče nekdo, živim v garsonjeri z 2 spalnicama, ali pa ne vem, kaj sličnega temu. Tako da jaz mislim, da je formula za to, da gremo skozi življenje, da čim več takih situacij si generiramo in skozi nje se osvobajamo. Hvala. Doktor Krečič, je to živeča resnica? No, že Aleksander je prej odprl to vprašanje. Živečo resnico sem nekako izpostavil, ali pa življenjska resnica, življenje resnica, ker se nekako sklada z pojmom istina. Kot prevladujoč slovanski pristop do stvarnosti in zato je tudi včasih tako turbulenten. To smo tako tudi včasih enkrat reagiramo, bolj divje, drugič, se pravi, ti paradoksi so hujši, ta nasprotja recimo. Kar se tiče pa same resnice, tudi živeče,
se mi zdi, da je zelo pomembno, da se poveže tako življenje, se pravi naravo, kot pa tudi odnos. Zato se pravi, mora biti istovetnost, se pravi, se mora skladati med noumenom in fenomenom, med pojavom in stvarnostjo, tistem, kar je zadaj. Po drugi strani je pa tukaj zelo pomemben odnos. In vsa stvar se prečisti v, kot smo prej govorili o prijateljstvu, prečisti se v tistem, kar človek v stiski ali pa tudi ob določeni priliki tebi naredi. Se pravi, takrat spoznaš, kaj je tisti človek tebi, kaj je resnica. Ali je pripravljen za te umreti, je pripravljen dati vse, ali pa ti podariti, ali pa ti zbeži. In potem, ko to doživiš, potem začneš gledati tudi na vse stvari druge v življenju drugače. In se mi zdi, da so te izkušnje zelo pomembne. In se dobijo v družini, se dobijo pri prijateljih, se dobijo skozi modrost življenja. Jaz bi izhajal tukaj, se pravi, en korak naprej od te živeče resnice, se pravi, življenje, ki je v odnosu. Potem pa k drugim resnicam, se pravi, k drugim odnosom, vse do znanosti oziroma do etičnih vprašanj, do vprašanj tudi mednarodnih in tako naprej. Ja, doktor Zadel je omenil, da se pravzaprav resnico povemo takrat, ko smo dobre volje. Ne? Ampak zdaj v kontekstu znanosti pomeni tudi, da znanost lahko delamo samo takrat, ko smo dobre volje. Ker se znanost ukvarja z resnico. Itak, ja. Jaz sem tako povedal, nemogoče je hkrati odgovoriti na tako kompleksno vprašanje o tem, kaj je resnica, kako upravljati z resnico. Jaz sem upal, da bom dobil še enkrat mikrofon, ne, da bom lahko povedal še določene stvari, ki jih mislim v zvezi z resnico. In sicer Dragan je matematično pokazal, kako dobro je ne imeti nobene možnosti narediti tisto, kar je nujno. In da te šele to osvobaja. Jaz bom psihološko to razložil in to se mi zdi tista pika na i. Kaj je to svoboda? Žal, moderen človek misli, da svoboda pomeni to, da lahko delaš, kar hočeš. To pomeni, da imaš nešteto možnosti. Velika napaka. Če je človek v sebi svoboden, lahko naredi samo eno stvar, tisto, ki je prav. Torej, govoriti resnico resnično osvobaja. Če se kdorkoli hoče premakniti naprej, se izogniti bolečini, vojni, bolezni, trpljenju, ki izhaja iz manipulacije, nima druge možnosti, kot da prevzame odgovornost za posledice, ki nastanejo po njegovem razmišljanju ali vedenju. In to je resnično osvobajajoče. In ta resnica te naredi živega. Jaz prej sem malo peljal literarno, predavateljsko, tako da se malo zabavamo, da se dotaknemo različnih aspektov življenja in tako naprej. Mi je to všeč, mi je prav, jaz rečem, da vam dam misliti. Ko pritiskamo piko na i tistega, za čemer stojimo, vse druge možnosti sploh nimamo, kot da govorimo resnico. Ampak če je nekdo drugi vidi na drug način, moramo biti sposobni nositi posledice. In to lahko naredi samo svoboden, močan, avtonomen človek. Niti države niso močne v resnici. Niso sposobne nositi posledic. Niso sposobne razumeti skupnosti kot take. Še vedno pravim, tisto, kar je najboljša novica od vsega, kar sem povedal, človeška skupnost še ni razpadla. To pomeni, v njej še vedno vladajo pravila, ki so močnejša, torej gravitacijske silnice so močnejše od centrifugalnih. In to je dobra novica za vse nas. Še vedno je na delu iskrenost, še vedno je na delu resnica, pravičnost in tako naprej. Žal pa v vsakodnevnem življenju vidimo, da duh je močan, telo je šibko in se nam dogaja vse to, kar se nam dogaja in o čemer smo danes govorili. Zdaj me malo Ernest presenetil.
Ampak se strinjam s tem, torej, ja, res je, pravičnost, to se mi zdi izjemno močna beseda. Tista, ki bi nas morala voditi in ravno, če govorimo o palestinskem konfliktu ali pa v Bližnjem vzhodu, tisto, kar manjka temu območju, je na pravičen način pristopati, razumeti torej, kaj teži te ljudi tam, oziroma ne igrati na prvo žogo, če malce tak prozaičen izraz uporabim. Namreč, ko se danes dogajajo teroristični napadi, hitro mediji igrajo na prvo žogo, zagrabijo in rečejo, torej, enkrat smo imeli okroglo mizo na televiziji, pa prav novinar, bož, da se sploh ne ukvarjamo s tem, kaj pa zahodne države torej bombardirajo islamsko državo, to pa ni relevantno. Ne? In me je potem vprašal, ali ni res, da islamska država je čisto zlo, medtem ko zahodne države, ki so napadene, so pa žrtev tega zla. Torej, to so preveč poenostavljene percepcije, interpretacije. Treba za neko bolj empatično razumevanje razmišljanja Arabcev, muslimanov, se je treba vrniti v zgodovino in poskušati razumeti, študirati, kaj se je dogajalo, kakšna je bila interakcija odnosa med zahodnimi državami in pa temi območji, torej zgodovina se ni, torej dogajanje se ni začelo včeraj za islamsko državo, ampak vsaj v 19. 18. stoletju s kolonialnim obdobjem, ki še vedno traja. Ravno Palestina je v marsičem dokaz za Arabce in muslimane, da pravzaprav se kolonialna situacija nikoli ni zares končala, ker je ta problem nastal v kolonialnem obdobju in se ni rešil, nasprotno, kot sem rekel, pravzaprav je postal nerešljiv, torej so Arabci in muslimani ali pa dobršen del le-teh prepričani, da Zahod še vedno neokolonialno obvladuje ta območja. In tisto, zaradi česar je vredno iskati resnico, ko zadeva dogajanje na Bližnjem vzhodu, tudi se vprašati, kako je nastala ta islamska država in dobimo odgovor, če smo objektivni, če torej se ne zavajamo, da je nastala z napadom na Irak leta 2003, če ne iščemo resnice, potem ne bomo mogli rešiti teh prostorov, ker bo prišel nekdo, ki je rekel, tle pač je zlo treba poraziti z bombami. In ga je treba uničiti, ker to je absolutno zlo. Tako kot po 11. septembru neki intelekti je padla ideja, da kdorkoli govori o razlogih za 11. september, že upravičuje 11. september, kar ni res po mojem globokem prepričanju. Torej, če poskušamo analizirati, zakaj se neko zlo dejanje zgodi, to ne pomeni, da ga upravičujemo. Brez razumevanja nekih vzročno-posledičnih zvez pač ne moremo reševati problemov, ki so pravzaprav lučaj stran od nas, se pravi zgolj Sredozemlje nas loči. In bojim se, da tudi metanje bomb na islamsko državo tega problema ne bo rešilo, ravno če bi v Palestino v enačbo pripeljali, pa še dejstvo, da muslimani marsikje drugje po svetu trpijo. V Xinjiangu, zmeraj bolj Ljudska republika Kitajska, preganja Ujgure muslimanske, v Indiji, naj vas opozorim, so na oblasti tisti, ki so politični nasledniki Vinayaka Damodarja Savarkarja, človeka, ki je bil odgovoren za umor Mahatme Gandhija. Torej, hindujska militantna nacionalistična stranka, ki zmeraj bolj pritiska na muslimane, manipulira Narendra Modi, obstoječi indijski premier, je pripravljen vse narediti, da bi zmagal na volitvah, tudi muslimane, torej obtožiti, da so vsega krivi. Nadalje, da še malce stereotipe razbijam, muslimani veljajo, se veste, v stereotipih za tiste, ki so, oziroma protiislamski diskurs, ki traja 900 leti, pravi, da je islam inherentno agresiven in fanatičen. Budisti pa vsi pravimo, so pa tisti, ki so mirni, Dalaj Lama se samo smeji, je prijazen in tako naprej. V Mjanmarju, država, ki je bila nekdaj znana kot Burma, so budistični menihi tisti, ki generirajo preganjanje muslimanskega ljudstva Rohingja in ne marajo v tem trenutku ljudstvo Rohingja najbolj preganjeno ljudstvo na svetu. To so te ljudje s čolni, ki izčrpani hodijo v Malezijo in Indonezijo. Torej, budisti preganjajo muslimane. Če ne razumemo tega preganjanja muslimanov v svetu, ne moramo razumeti propagande islamske države, ki pravi, nenehno producira isto sporočilo. Muslimani smo preganjeni, mi vam omogočamo, da udarjamo nazaj. In nažalost, to, kar zdaj delajo zahodne države, da mečejo bombe, se reproducira situacija, kakršna je obstajala ob napadu na Irak. Iz Iraka bombardirajo Američani in drugi zahodnjaki
na terenu šiiti in kurdi. Samo še to dodam na tej točki, tudi kurde se marsikaj v Sloveniji ali pa kar povsod, kjer pravzaprav sem prisoten, obravnava črno-belo, nenehne žrtve. To je preveč črno-bela zgodba. Jaz se nisem želel vključiti v kakšne politične diskusije, ampak bi vendarle mogoče stališča, ker vse, kar sem danes govoril, nekako poganja pojem paradoksa, pa bi mogoče tukaj postavil eno vprašanje, ali ni morda vse skupaj nekako drugače, kot izgleda. Aleksandar, ti si mu zapisano nekje gor, nič ni tako, kot, kako že bi se da nekaj kot izgleda in izgleda, ja, tako nekako, skratka, neke vrste vizualni paradoks oziroma zakritost tistega, kar je v ozadju, pa se sprašujem, ali ne pravzaprav država ali tisti, ki jim najbolj ustreza obstoj islamske države, pravzaprav Izrael, ne? Drži? Se strinjaš s to tezo ali mogoče jih porekaš, kaj ti zdi se, da največjo korist vsega tega kaosa na Bližnjem vzhodu imata pravzaprav Amerika in Izrael, ne? Tako da ta silne napori Amerike po razrešitvi konflikta, po poraženju islamske države se zdi so bolj samo prazne besede, ki so primerljive, če zopet uporabim svojo prezentacijo, primerljive z silnim zauzemanjem Leonarda DiCapria, ki sicer se mi zdi, da je odličen igralec, ne? Catch Me If You Can sem z veseljem gledal, z njegovim prizadevanjem prezentirati se kot velikega borca za ohranitev ekološke stabilnosti tega planeta. Povsem se strinjam s tabo, da Izrael je tisti, za katerega se včasih zdi, da je neinvolviran v dogajanje na Bližnjem vzhodu. To ni res. Torej, najmanj, kar je mogoče reči, je to, da Izraelu globoko ustreza, da je pozornost zadnjih 5 let usmerjena povsem stran od Palestine, od palestinskih okupiranih ozemelj, od tega kršitve mednarodnega prava, o katerem sem govoril. Vsi gledamo Sirijo, Irak, noben več ne vidi palestinskih okupiranih ozemelj. Nadalje, seveda Izrael vse od svojega nastanka, in da ne bi to napačno razumel preko štrbencija antisemit. Menim, da imajo Judje vso pravico do države na Bližnjem vzhodu. Ampak do države, kakršno je začrtana za to delitveno resolucijo, plus tisto, kar so že v prvi vojni dobili, da to, kar delajo Palestincem, je pa tisto, kar je nesprejemljivo. Torej, Izrael od samega začetka svojega obstoja na Bližnjem vzhodu, pa že prej, ko pravzaprav še ni bilo Izraela, ko je bila judovska skupnost v Palestini, torej blefira na eno finto, če lahko tako rečem. Namreč na to, da nenehno opozarja, poglejte na drugi strani nek sovrak, ki nas hoče uničiti. Močnejši je, mi smo nemočni in tako naprej in tako naprej. To je nenehna zgodba. David Ben-Gurion je naročil Mošeju Šaretu, da naj seveda opozarja ves čas že v 40 letih, kako Arabci, kako so močnejši in kako hoče uničiti Izrael. V dnevnik je pa zapisal, povsem varni smo, imamo močnejšo armado, ker Izrael je imel že v ustanovitvi izjemno močno armado, močnejšo od arabskih armad. Hkrati pa se je že zmenil z Transjordanijo, ki je bila edina se sposobna bojevati z Izraelom, da se ne bo bojevala proti njemu. Hočem reči, in Izraelu ustreza to, kar je dr. Marušič rekel, se pravi, da je na drugi strani nek sovrak, ki je fanatičen, za katerega se govori, da je fanatičen, ker potem, če imaš na drugi strani tazga demona, potem rečeš, ja, mi se ne moramo zdaj pogajati o mednarodnem pravu, ker nekdo nas hoče uničiti v eksistenčni, torej zagati smo. Zato to Izraelu ustreza, ne nazadnje pa tudi to, da so, kar ne mara ni naključje, Odet Yinon, izraelski sionistični funkcionar, že leta 1982 napisal en članek, v katerem rekel, da bi se Izrael pozicioniral kot osrednja država Bližnjega vzhoda, je treba razbiti močne arabske države. Če se danes malce omaknemo stran od zemljevida, vidimo, da so razbite točno močne arabske države. Odet Yinon je rekel, razbiti pa jih je treba po religijski in etnični črti. In točno te močne države, Irak, Sirija, Libija, so razbite po etnični in religijski črti. No, mislim, da smo tle že zapleli se v eno drugo temo, ki bi verjetno imela tudi enkrat čas, da se bi jo z njo ukvarjali, to je mesianizem. Mesianizem narodov, mesianizem držav, Judje živijo od tega dejansko 2000 let
ampak se mi zdi, da je to da bi zahteval cel večer, da se bi s to zadevo lahko ukvarjali in je zelo zanimiva tema, od slovanskega mesijanizma in naprej. Tako da se mi zdi, da je tema zelo pomembna, ker je treba tu globino narodov, da lahko vse te odločitve tudi recimo tudi vidimo, da jih ne opravičimo, ampak da saj vidimo na osnovi česa oni tako razmišljajo. Ja, zdaj resnica je takšna, ura je čas, tako da saj bomo končali, bomo. Najprej bi se rad, preden končamo, zahvalil vsem mojim sogovornikom, tem, ki so zdaj prisotni in tudi tistim, ki so v tem trenutku odsotni, so pa sodelovali na prejšnjih okroglih mizah. In pa seveda tudi vsem vam, ki ste nas spremljali to sezono in glede na to, da se v Kanadi snema že druga sezona, vas vabimo tudi, da nas spremljate tudi še v prihodnje, ko si bomo namislili še kakšno temo. Hvala lepa in lahko noč.